krizo zdaj čuti tudi energetika. V zdravstvenem domu nadaljujejo energetsko sanacijo. Z roko v roki. Dober večer. Tudi energetika, dolani še na varnem, kar se krize tiče, začenja zdaj čutiti njene posledice, je na srečanju s poslovnimi partnerji družbe GEN-I v Krškem dejal njen predsednik uprave Robert Golob. Zagotovil je tudi, da kriza v Ukrajini ta čas še ne vpliva na plinski trg. Potrebe po električni energiji se zmanjšujejo, struktura njene cene pa je za panogo in porabnika neugodna. Sicer je situacija na trgu zaenkrat še stabilna na nivoju sorazmerno nizkih cen energije in visokih prispevkov državi, pravi Golob. To je na nek način se sliši lepo, po drugi strani je pa tako stanje, kot je sedaj, na dolgi rok verjetno nevzdržno. Nevzdržno, ker ne nudi dovolj motivacije ali pa spodbud za investiranje v sektor, hkrati so pa cene za končne odjemalce ostanejo še kar naenkrat na istem nivoju. Celo obstajajo trendi navzgor. Če hoče država ustvariti konkurenčno prednost, mora dobro zastaviti energetsko politiko z vizijo nove jedrske elektrarne, meni direktor GEN Energije. Ja, v glavnem smo dali vse podatke v pripravo tega energetskega koncepta, ki je predviden s tem novim zakonom, ki je te dni zaživel oziroma bil objavljen. Tako da računam, da bo ta vlada sprejela ta energetski koncept še v tem mandatu. Nedavni žled je pokazal, kako različni viri za proizvodnjo elektrike vplivajo na njeno ceno in kako draga je proizvodnja energije z nafto, premogom ali plinom. Ceno energentov iz uvoza namreč kroji geopolitika. Zaplet v Ukrajini ni na noben način še vplival na cene ali pa zanesljivost dobave zemeljskega plina v Sloveniji. Glede na to, da se zima bliža koncu, se tudi to ne predvideva. Spaj, če bi se zapleti ne vlekli v jesen, potem najverjetneje odjemalci v Sloveniji ne bojo čutili nikakršnih posledic tega naslova. Lansko poslovno leto je GEN-I ustvaril 1,280 milijonov evrov prihodkov, kar je sicer nekoliko manj od leta prej, so pa glede na predhodno obdobje za 20% povečali dobiček in za 25% zaposlovanje v skupini. V novomeškem zdravstvenem domu so lani izvedli prvo fazo energetske obnove, v sklopu katere so uredili prezračevanje, ogrevanje in elektroinštalacije. Pred dnevi so zagnali še nov sistem kogeneracije, s katerim bodo proizvajali toplotno in električno energijo. Začeli pa so tudi drugo fazo energetske obnove. Novo zeleno peščeno fasado, izolacijo strehe in zamenjavo žaluzij naj bi izvedli do sredine junija. Tako bodo na letni ravni skupaj s kogeneracijo prihranili 50% v primerjavi z dozdajšnjo porabo energije, pravi direktorica Milena Kramer-Zupan. Mi smo se kot eden redkih, pravzaprav bom rekla prvi zdravstveni dom, tako večji zdravstveni dom prijavili na ta skupaj preko mestne občine, na ta projekt iz evropskih sredstev. Celotna, torej pridobljena sredstva bodo okrog 1 milijona. Dodaten 1 milijon pa bodo morali dodati še sami, pravi Kramer-Zupanova. Med izvajanjem naložbe bo lahko moten dostop do zavoda, kjer pa je že tako rak rana parkiranje. Zato želijo v sklopu energetske obnove urediti tudi to. Zdaj smo pravkar v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja. Imamo še določene probleme in težave z zemljišči. Zemljišča so od mestne občine in tudi to naj bi delali skupaj z mestno občino, se pravi ona zemljišča, mi zdravstveni dom investicijo. Nekaj pa je tudi državnih parcel in javnega dobrega. Njihova želja je parkirišče urediti še letos. S tem naj bi pridobili 130 parkirnih mest. To bomo krili samo investicijo naj bi sami, občina pa nam pomaga pri dokumentaciji in seveda pri samem zemljišču. Za ureditev novega, po vsej verjetnosti plačljivega parkirnega režima z zapornicami naj bi odšteli približno 800 tisoč evrov. Osnovno šolo v Zagradcu je zob časa dodobra načel, zato so se v Ivančni Gorici odločili, da bodo zgradili novo šolo in vrtec, za katera zdaj že pregledujejo ponudbe. Zaenkrat so prejeli 8 ponudb. Postopek izbire se nadaljuje, nekako smo spravili vse ponudbe na skupni imenovalec in sledijo pogajanja. Na podlagi tega bomo izbrali najboljšega ponudnika.
računam, da bo do konca meseca marca odločitev znana. Temu sledi podpis pogodbe, priprava gradbišča in začetek gradnje. Stališča naložb gre za enega največjih zalogajev za občino Ivančna Gorica. Terminski plan je nekako, da zaključimo z gradnjo februarja leto 2015. Torej bo treba kmalu začeti, ker je gradnja kar zahtevna. Nova šola bo pomembna tudi za razbremenitev srednje osnovne šole v Stični, saj bodo z novo šolo otroci iz Gradca, Ambruza in Krke dobili nov dom. Naš ta suhokranjski del občine bo dobil kompletno 9-letno šolo, skupaj z nekaj oddelki vrtca. Zdi pa se mi pomembno tudi to, da hkrati s šolo in vrtcem gradimo še športno dvorano. Slednja je za ta del občine zelo pomembna, saj tovrstnega objekta trenutno ne premore. Pri spominskem hramu na Javorovici so se spomnili tragedije 4. bataljona Cankarjeve brigade, v katerem je 16. marca leta 1944 v boju z Nemci in domobranci padlo 113 partizanov. Dogodkov izpred 70 let se še živo spominja še edina preživela borka tega bataljona Miša, brez katere ne mine nobena spominska slovesnost na Javorovici. Najbolj se spominjam vsega tega, potem, ko smo te po vsej hudi borbi proti večeru prišli na tale sveti kraj, ki je bilo vse pomorjeno, ležali so po vrsti in vsi presteljeni 3-krat čez glave, čez prsa pa čez trebuh. Slavnostni govornik Milan Gorjanc je izpostavil, da je šlo na Javorovici za bratomor, za boj Slovenca proti Slovencu. Neke nove zgodovinske resnice, ki niso zapisane eksplicitno, to je, da so sodelovali tu tudi Nemci in to ne malo. Čeprav domobranska propaganda govori samo o 10, tu je bil skoraj cel bataljon Nemcev. Gorjanc je opozoril tudi na to, da se v Sloveniji poraja nov fašizem. Da se veličajo tile naši, ki so bili na drugi strani, ki so izdali domovino. Krajevna borčevska organizacija sicer ta hip združuje prek 100 članov, pravi njen predsednik. Kljub temu, da naši borci pa to kljubujejo v zobu časa, nekateri umirajo, jih aktivno zamenjujejo mladi člani. Slovesnost so s kulturnim sporedom popestrili člani mešanega pevskega zbora iz Gorenjega Vrhpolja in recitatorji iz osnovne šole Šentjernej. Zdaj pa v Semič, tamkajšnji kulturni center je bil včeraj vnovič poln. Tam je namreč potekal dobrodelni koncert z roko v roki, ki so ga pripravili člani belokranjskega medobčinskega društva Sožitje. Vstopnino za koncert in donatorskimi prispevki so zbrali 4555 evrov, ki jih bodo v društvu s pridom uporabili. Ta sredstva bomo pa namenili za socialno ogrožene družine, za letovanje in za nadgradnjo različnih programov, ki se nam kar višajo in dopolnjujejo. V društvu, ki združuje 260 članov, od tega 72 z motnjo v duševnem razvoju, si namreč prizadevajo omogočiti čim več osebam s tovrstnimi motnjami vključitev v razne programe, izboljšati kakovost njihovega življenja in pomagati njihovim družinam, ki so v socialnih stiskah. Največjo pozornost dajemo tem, ki niso nikamor vključeni v nobeno obliko organiziranega varstva. Potem jim pa pomagamo na domu, jih obiskujemo in jih pripeljamo na društvo, ker imamo vsak teden delavnice. Z dobrodelnim koncertom, ki so ga oblikovali številni nastopajoči iz Bele krajine, pa tudi zveneča glasbena imena iz drugih koncev Slovenije, so obeležili tudi 21. marec, svetovni dan Downovega sindroma, ki je najpogostejša duševna motnja. Na začetku nismo dosti vedeli o Downovem sindromu, danes pa so informacije o njem zelo bogate in zato se nam zdi prav kot Društvo za Downov sindrom Slovenija, da te informacije širimo med ljudi in da poskušamo življenje ljudi z Downovim sindromom narediti čim bolj kvalitetno. Naša predanost gre našim sinovom in hčeram in vsem ljudem z motnjami v duševnem razvoju, povsod, kjer smo, od Bele krajine do Gorenjske in nazaj.
Dodaja predsednica Zveze Sožitje, ki povezuje 51 društev s 15 000 člani, med katerimi je polovica z motnjami v duševnem razvoju. Mati, kruh, rože je tradicionalni glasbeno-pogovorni večer, ki ga pripravljajo literatke vezi iz Mirenskega društva upokojencev, prireditev pa je posvečena predvsem dekletom, ženam in materam. Tokrat je beseda tekla predvsem o družinah, ki so se znašle v taki ali drugačni stiski, ki je pogojena s težko finančno situacijo. Kar zelo težka situacija, tako kot se ne spomnim, da bi bila, vendar se mi zdi, da brez kakšnega večjega posega in večjega napredka na področju gospodarstva, zaposlovanja ljudi, ne vidim izhoda. Mislim, da je treba ljudem dati spodbudo ob teh težkih trenutkih in mislim, da na vseh teh prireditvah, ki jih to društvo vezi prireja že nekaj let, delajo ravno to, da dajo ljudem možnost poslušati tiste, ki v Sloveniji premikajo stvari. Ta prireditev je lep praznik za Mirno in za ljudi, ki jo radi obiščejo, meni Krpičeva. Žal pa je vedno več družin v vedno večji stiski. Čeprav mislim, da to, kar počnemo zdaj, da iz dneva v dan pomagamo posamezniki oziroma civilna družba, bolj kot država, da se mora slej ko prej spraviti v neke okvire in da mora država poskrbeti za tiste posameznike, ki tega ne zmorejo. Na prireditvi so se v pestrem programu predstavili tudi številni mladi in starejši kulturniki iz Mirne. Še šport. V 24. krogu Lige ABA so košarkarji Krke z zanesljivo zmago s 83-57 proti Radničkemu dosegli svojo 11. zmago v tem tekmovanju, kar jim ohranja možnosti za igranje v evropskih tekmovanjih prihodnje leto. Novomeščani so bili za razred boljši od gostov, saj so vodili od začetka tekme, odločilno prednost pa so si priigrali že v drugi četrtini tekme. Pripravili smo se maksimalno resno, zato ker Radnički je resna ekipa, pokazali so letos, da lahko premagajo vsakogar. Mi pa po drugi strani hočemo res v najboljši luči nekako zaključiti to ABA ligo, zmagati te zadnje 3 tekme, da bi potem res imeli še možnosti za ta Eurocup. V predzadnjem krogu Lige ABA Krkaše čaka večni slovenski derbi, saj gostujejo v Stožicah pri ljubljanski Union Olimpiji. To je slovenski derbi, posebna tekma, poseben naboj. Mi gremo v Ljubljano sigurno po zmago in upamo, da se bomo sedaj v tem tednu res dobro pripravili na njih. Kar 5 krkašev, ki so tokrat igrali brez kapetana Muriča, je preseglo mejo 10 točk. Največ, 21 pa jih je dosegel Buker. V 22. krogu prve slovenske nogometne lige pa so nogometaši Krke gostili moštvo Domžal in izgubili z 0-2. Domžalčani so bili tokrat boljši in so z zadetkom v vsakem polčasu zanesljivo dobili srečanje proti Krki, ki je odigrala prvo srečanje v spomladanskem delu prvenstva pred domačimi gledalci. Danes je odločilo dejansko 2 kardinalne napake v fazi branjenja. V zadnji sekundi podaljška prvem polčasu ena nepazljivost, ena nič. Potem so poskušali zadnji 20 minut tudi 4 napadalci, kaj so spet nasproti izkoristili s pridom. Prvi gol Domžalčanov je v sodnikovem podaljšku prvega polčasa je Novomeščanom odrezal krila. 2-0, igralcu nimam kaj očitati. Hoteli so, borili so se, včasih zmagati, včasih izgubiti tekmo, ampak ne moram se očitati na želji, na odnosu, na borbi, definitivno. V naslednjem krogu Krkaši gostujejo pri večkratnih zaporednih državnih prvakih moštvu Maribora. Mi pa bomo že jutri vnovič gostovali v vašem domu. Bodite z nami, nocoj pa preživite prijeten večer.